Ajda, pohiti, si pozabila, da danes na ekološki kmetiji pobiramo pridelke in da si bomo ogledali živali? Ekološko kmetovanje je prijazno do narave, saj varuje tla, vodo in zrak ter raznolikost živali in rastlin. Hrana ima pristen okus in je najvišje kakovosti, saj vsebuje veliko vitaminov in mineralov. Uporabljajo jo najboljši kuharji. Na kmetiji pridelujejo sadje, zelenjavo, žita, redijo domače živali ali pa imajo kar vse. Peter, ali živali kaj naredijo? Ne, če jih pustiš pri miru, vendar to niso domači ljubljenčki, veš. Wow, kako so lepe. To je cikasto govedo, planšarska krava. Je majhna in zelo skromna, a daje tudi veliko mleka. Iz mleka tudi lahko pridelamo jogurte, sire, namaze, skute in jih imamo tudi za šolsko malico. Sveže mleko kupimo od kmeta. To je štajerski petelin, videla sem ga v knjigah. Zelo je ponosen kot kralj dvorišča. Avtohtone slovenske pasme so se razvile v Sloveniji. Dragocene so, ker so prilagojene na naše življenjske razmere in nezahtevne. Zelo znana pasma so lipicanci, ki so bili včasih konji cesarskega dvora na Dunaju. Kakšne pasme so rastline? Reče se sorte. Tudi te so prilagojene domačemu okolju in okusu ljudi. Tudi v Sloveniji imamo veliko zelenjanic in sadja. Ljubljansko rumeno korenje in belo zelje, šovkanski radič, ljubljanski motovilec, tepka, domača češpla, vipavka, češnje, jabolka, dolenjska voščenka, goriška sevka in krivopecelj. Rastline so mi bile všeč, a kralj dvorišča še bolj. Kaj pa tebi? Wow. Na tržnici bližnji kmetje prodajajo svežo zelenjavo, sadje in drugo hrano, ki jo pridelajo sami in je ne porabijo zase. Velikokrat imajo stalne kupce. Sezonska živila naravno zrastejo zunaj v določenem letnem času. So polna hranil, sveža in okusna. Ko kupujemo lokalno, podpiramo kmeta pri njegovem delu in skrbimo za naravo, saj hrana ne prepotuje veliko kilometrov. Od vse te hrane sem postal že kar lačen. Kot vedno. Ojoj, hitro, danes kuhamo šolskim kuharjem. Vse je sveže, lokalno in ekološko. Skuta in zelišča, jajca, kranjska klobasa, jagodičevje in jabolka za čežano ter olupki za kompot. V vsaki državi so se razvile narodne jedi, del narodne kulture. V rodovitnih krajih Slovenije so pojedli več mesa, mleka in jajc. V revnejših pa so to prodali za zaslužek. Meso so jedli le ob pomembnejših dogodkih in praznikih. Jedli so preproste, kašaste jedi z veliko zelenjave, na primer frtaljo. Evo, še ščepec ljubezni in malo čarovnije. Kranjska klobasa je samo ena od slovenskih narodnih jedi. V njej je užival že dunajski cesar, za božič pa jo je v vesolju jedla astronavtka slovenskega rodu Sunita Williams. Poznamo še potico, prekmursko gibanico, štruklje, žgance, idrijske žlikrofe in veliko drugega. Wow, to je prava vesoljska kranjska klobasa. Presenečenje, še ena slovenska jed, pohorska omleta, samo za vas, evo ga. Obožujemo omlete! Katera slovenska jed je pa tebi najbolj všeč? Ugotovi, katera je v tvojem kraju. V delovnih listih najdete današnje recepte. Kaj boste pripravili?